Do zdaj smo uspešno upgradeala in nadgradila in spimpala kar nekaj posameznikov in posameznikov. Ja, ampak nekdo še manjka, nekoga še nismo zrihtala. In to si ti. Jaz? Ja. Kako jaz? Ti zihar rabiš kakšen Meni nič ne manjka. Ne? Ne, razen možgani. Dobro, to težko zrihtamo, ampak dobro, a imaš kak strah mogoče to, ki jo uštimamo? A to pa imam. Vem, da ga imaš. Veš kaj, kako ti to veš? Ja, vem. No, daj, povej. Ja, ampak jaz imam strah in sicer zdi se mi, da je to strah, ki ga imajo zdajle v tem trenutku vsi Slovenci na svetu, da bi jim nekdo ukradel daljinca. Tako in ta strah bomo porihtali. Jaz sem povabil v goste nekoga, ki ti bo pri tem pomagal, ker vemo, da to je grozen strah. Sediš doma in se bojiš, da uleti tat noter, ti ukrade daljince. Kaj boš pol? Kaj boš pol on predstavil, odnese televizor in fertik in to je pogosto v Sloveniji. Zato imam tukaj zdaj z nami prav posebne goste. Najprej pa bomo povabil kar eno in to je vodja skupine večkratnih državnih prvakov, aktualnih v karateju skupine Zanšin, Patricija Horvat. Doba! Živijo, kje si, Patricija? Najlepša hvala, ker si se odzvala najnemu klicu na pomoč. Mi, da bi se rada naučila samo obrambo, zato da, veš, ker včasih lahko kdo te napadne in zato, da ti ne izpadeš, pa ne, jaz ne bom, da zato zrihtaš. Bomo zrihtali. Bomo zrihtali. Nekaj smo že rihtali, ker imamo pripravljenih kar nekaj posnetkov, že na to temo. A si vzel kaseto? To so vadbeni videi, ki sva jih midva naredili, VHS, ne? Ja, zdaj pej tiskati VHS, mi se pa tlele umakneva, zato da se bo boljš videlo na skrin. Pa teva kar reči, kako v tele samoobrambi. Kaj je pomembno pri samoobrambi, za začetek, da malo ljudje... Je mogoče v prvi vrsti pomembno to, če obvladaš kakšno borilno veščino, v tem primeru je to karate, da si hiter, pa da se predvsem znajdeš s tistim, kar imaš pri roki. V tej situaciji, ki se zgodi. Dobro, imamo že prvi posnetek pripravljen, pa kar dajmo si pogledati eno tako vsakdanjo situacijo, ko tat uleti. Evo, klik. Kaj smo videli tukaj, Patricija? Je, da se je vid zelo dobro znajdel. Vi ste zelo dobro znajdel, imel je po roki daljinc. Tako, in je ono sposoben. Bravo, odlično. To je bila situacija, ko je, se pravi, tat presenetil nič hudega slutečega gledalca talentov. To je pa zdaj druga situacija, ko pa ti si greš iskat recimo prigrizke, ki jih imaš doma in potem se vrneš nazaj in tat je tam. Kaj pa takrat šok naredi? Ja, takrat je pa fajn, če kakšne alternative uporabimo, ne? Aha, alternative. Kar dajmo pogledati, kaj to pomeni. Evo, drugi posnetek. Če nimam kam iti! Zanimiva situacija, dajmo tole ustaviti zdaj, tale posnetek, zanimiva situacija, kakšni so tule izhodi, a lahko verbalno poskusimo morda? Po moje bi bilo kar dobro, ja. Dobro, se pravi najprej verbalno, dajmo prvi posnetek, evo prvi način verbalnega. Kaj delaš v mojem domu, ti Teslo neotesano zategneno? Dobro, bi to bilo? Po moje ne. Po mojem ne, dobro, dajmo pogledati drugi način, drugi posnetek. O, ste prišli plin odčitati? Dobro, kaj misliš s tem? Ja, po moje ni dosti dober, ne? Ne, dobro, in pa še tretji način, evo. Končno si prišel. Imam tudi prigrizke, mislim, imam kar fiolo, ampak po moje te bolj všeč korenček. Dobro, kaj misliš o tem pristopu? Mislim, da bi bilo najboljš, če se one dva kar po moško udarita. Po moško, ja, in sta se tudi zmenila po moško, ampak je to hiter, da bom zdaj tole predvajal po časnem posnetku. Če si zdaj, da boste videli, za kaj gre. Evo, po časnem posnetek. Evo! To je bil ta klasičen činela udar, če lahko tako rečemo. Kaj boš dejala, boš še kaj dodala? Je bilo to, ne? Ma, zelo fajn. Alternativa je uporabil in je pač rešil. Dobro, zdaj videli smo že različne rekvizite, ki jih uporabil. Kak je še kak tak uporaben rekvizit, ki ga lahko uporabiš? Jaz mislim, da v tem primeru, da so malo zimski dnevi, pa je malo mrzlo, je po moje najbolj stvar dekca. Dekca, evo, tu imamo pa fotografije in kademo se pogledati prvo, recimo prva fotografija, pride napadalec in te napade, ti si pokrit z dekco, evo, to je ta prva fotka. Ja, in dobro, to še nič ni, ampak dajmo si pogledati rešitev, se pravi, kaj je najboljša rešitev, evo, druga fotografija.
Odlično, ja, v bistvu me je onesposobil videti, ne. Onesposobimo je videti, ja, odlično in pa jasno, potem je najbrž mala malca še obračunati z tatom. Evo, še tretja Tako. fotografija. Evo, viš to, noro. Odlično, seveda pa obstajajo tudi nepravilne uporabe, Tako, na ja. njih je treba opozoriti, pa imamo recimo že kar prvo fotografijo, kaj boš rekla na tole? Ja, ti španski matadori mislim, da ne bi prišli v poštev, Ne, ne, ker to- po moje lopov tega noče. Dobro, to je napačna uporaba, ne Tako. tako, dobro. Imamo še eno uporabo, ampak ta je pa tista res skrajna, če ne gre drugače, pač uporabimo pa lahko tudi to. Dajmo si še to fotografijo pogledati, evo, to je pa zadnja fotografija. Kaj boš dejala v njej? Ja, v tem primeru mislim, da je vid zelo dobro odnesel, ampak adijo TV in adijo daljinc. ne. Adijo daljinc, ampak rešiš si svojo golo kožo, Tako. če seveda tat noče še deke. Tako. Tako, evo, odlično, evo, to smo videli, ampak obstaja pa tudi situacija, ko pa ne pride samo en tat, ampak jih je več. Ja. Torej, 3, 4, kaj Ja. pa takrat, kako pa takrat postopamo? Ja, takrat pa mislim, da moraš vse znanje uporabiti in znanje vseh filmov in Stevena Segalov in Jackie Chanov, ja, vseh, in pustiš, da privrej iz tebe in Tako. pol sam po instinktu. Tako. Evo, imamo tudi ta posnetek, pa dajmo si kar pogledati, kaj se zgodi, ko pridejo 4 napadalci in vam hočejo ukrasti daljinca. Evo. Ej, zakaj bi se kregala? Pazi, 2 trupli. Ja. O, Luce, halo. O, barem 2. Konec dober, vse dobro, zakaj bi se kregali, če lahko skupaj z ulomilci prižgemo televizijo in pogledamo talente. Bravo, dajmo še en velik aplavz za Zanšinovce, Natalje. člane karate kluba Kolektor Istanbul. Je res? Idrija. Iz Idrije, pardon. Vse to je pa dobro, ampak Idrija, Idrija. Evo, to je to. En aplavz za Idrčane, hvala lepa, da ste bili tukaj in da ste pokazali vse svoje veščine. Da vas nisem premočno. A ste celi? Ste? Hvala, Patricija.